Ravno sem se dobro vrnil iz obnovitvene vaje za jazz. Približno 10 mesecev je preteklo od zadnje predstave. Nobene predstave še ni bilo v živo. Bile so samo prek interneta. Najbrž zaradi razlogov, ki so nam vsem znani. In hecno je, kako so nekateri problemi, ki so bili takrat nastavljeni bolj v smislu, saj mogoče zna tako biti, ampak mogoče tudi ne bo, so se v bistvu v tem času še poglobili. Od stanovanjske krize do velike razlike med revnimi in bogatimi, do neke osamljenosti, do nekega občutka brezizhodnosti. In v bistvu, kako je kar malo strašljiv bil občutek, no, še enkrat iti čez ene stvari. Ker takrat, ko se je pač predstava predvajala prek interneta, smo vseeno živeli eno mehurčko, sicer nenavadnem mehurčku enega obupa, ampak vseeno mehurčku, zdaj pa se zdi, kot da se je ta mehurček razbil in da se je vse razlilo čez. Ampak hkrati je pa jazz še vedno ljubezenska zgodba in kot tak vedno ponuja nek odmik v nekaj lepega. Moj prijatelj Aleksandar Popovski pravi, da vse zgodbe, ki jih dela, v bistvu vse predstave, ki jih postavlja, so ljubezenske zgodbe. In meni se zdi, da je to tudi vse bolj res in da je vse bolj vredno govoriti o eni stvari, ki nas v bistvu z eno tako hecno nedefiniranostjo, ampak čudovitostjo nos skozi človeško zgodovino, no. Veseli me, da ni klasična ljubezenska zgodba, zdi se mi, da je precej krhka. To je ena izmed stvari, na katero sem zelo ponosen, da je zelo tudi enostavno in skeletno postavljena, da pride do izraza tisto, kar sem hotel, in to sta predvsem Ajda in Seba Cavaca, ki sta naredila eni super vlogi.